Tako da jaz sem izbral 3 teme, za katere mislim, da dobro lahko predstavljajo ta vsebinski del priprave, ker zame je vsaka razstava pravzaprav eno delo, ni razstava kraj, kjer se neko delo pokaže, ampak je razstava samo delo. To sem se naučil od skupine Pohop, ko smo postavili razstavo nekje v Novem Sadu ali Beogradu ali Zagrebu. Mi smo šli brez, da bi karkoli nesel sabo. In tam smo šli v trgovine, pa na odpade in zbrali vse, kar je bilo potrebno za narediti razstavo. In tako nekako vsebinsko se te tradicije držim, da je razstava sama delo. Potem to delo ima pa svoje vsebinsko ozadje, konceptualno ozadje. In ko se gradi razstava kot nekakšen, zame to nekakšen energijski organizem, ko se gradi ta razstava, hkrati nastaja neko polje, to energijsko polje razstave. Hkrati želim, da tudi vsebinsko v smislu sfere zavesti, noosfere, da nastaja tudi na nivoju zavesti ta razstava. Zdaj ni samo zato, da bi jaz vam pripovedoval svoje zgodbe, ampak zaradi tega, da začnemo skupaj delati na tem, da nastaja to polje zavesti, ki je del tega, kar želimo povedati. In tukaj smo v timu z mojo ženo Mariko, pa njeno sestro Zvono in Simono Čudovan sodelavko. In ja, če sam delamo in v večerih bomo pa se posvečali te vsebinske stvari. No, tako, da razumete, za kakšen kontekst gre. Glede današnje teme je pa bi rečem to poudaril, da jaz gledam na umetnost kot na nek ustvarjalni akt. Se pravi, umetnost ne, to je ohojevska zapuščina 60-ih let, ali pa tradicija 60-ih let. Takrat smo rekli, da so galerije pravzaprav živalski vrtovi, tako kot živalski vrtovi, kjer žirafe ne smejo prosto tekati po savani, ampak imajo vsega svojo sobo in v eni je slon, v drugi je opica. Potem smo pa sami začeli razstavljati v galerijah. Ampak to je zdaj to, kar sem pripovedoval, namreč kako se da to spremeniti, da ni tako, da se vsebinsko spremeni, da je pravzaprav vse, ali umetnost se dogaja na ulici, ali se dogaja v galeriji, ali kjerkoli, možno je zmeraj najti način, kako je lahko živa.